Šalom alejhem, dragi moji otroci. Ali uživate v tem, ko spoznavate Danijela? Ja. Veste, on je bil zares nekaj posebnega že od vedno in zares dober človek. Jaz ga poznam že iz mladih let, saj sva bila skupaj pripeljana v Babilon. No, še bolj sem ga spoznala potem, čez nekaj časa. Zdaj pa si kar počasi poglejmo, kaj se je dogajalo v mojem življenju. Kako si, žena? Dobro, hvala. Pa ti? Pa v redu. Veš, kmalu pričakujem en obisk. Jo, naj uganem, prijeta zopet tista dva sodnika. Ja, res je. Spet sta rekla, da potrebujeta nek posvet. Joj, zdi se mi, da kar velikrat prideta do tebe. Dobro, potem pa vas bom postregla tu na vrtu, kjer je hladno. Hvala ti. Jaz pa samo skočim po zvitke od prerokov, da bomo lažje razsodili. Dober dan, Suzana. Kje pa imaš svojega moža? Ravno še po zvitke prerokov, da boste lažje presodili. Kaj vam ponudi? Malo kruha, vode, da se okrepčate? Ne, ni treba, hvala. Dobro, potem pa se tu namestite. Jojakim bo kmalu prišel. Počakaj, Suzana. Kam se ti tako mudi? Saj mogoče pa lahko ostaneš še nekaj časa tu. Z nama. Daj, sedi se k meni v naročje in se stisni malo k meni. Saj veste, da to ni primerno. Sedaj pa prosim, da izpustite mojo roko. Že prav, oprosti. Ampak, Suzana, moraš vedeti, zelo si sladka. Res si lepa, te lahko objamem? Objamaš? Kaj pa vi mislite, da lahko počnete, ko mojega moža ni blizu? Pa daj no, tako si želim. Kaj pa, če mi daš mogoče le en objem, ali pa mogoče kakšen poljub? Akor! Kaj pa mislite, da ste? Ne bom vas poljubila in ne bom vas objela. Ne bom! Saj veš, kakšen vpliv imala, ker sva sodnika, a ju ljudstvo posluša. Če se boš upirala, bova vsem povedala, da sva tu videla mladeniča, s katerim si bila nezvesta svojemu možu. Dobro veš, kaj naredijo z ženami po Mojzesovi postavi, ki so obtožene prišleštvovanja. Kamna ne boš in to bo tudi tvoja smrt. Zdaj pa bodi raje pametna in se nama predaj. Raje umrem po krivici in čista, kot pa da sem nezvesta svojemu možu in storim ta greh. Suzi moja, pa naj ti bo, kakor želiš. Ljudstvo! Pridite hitro, vsi! Kaj se dogaja? Zakaj kričite in kličete ljudstvo? Jojakim, moj prijatelj, tako hudo mi je zate. Ampak tvoja žena Suzana ti je bila nezvesta. Res je, videla sva mladeniča, s katerim se je poljubljala na vrtu. In ko se je uvidela, sva zakričala in takrat je zbežal tam. Ne, to ni res. Moja žena tega nikoli ne bi storila. Pri Bogu priseževa, da je najino pričevanje resnično. Suzana, od tebe tega res ne bi pričakovala. Kaj takega? In ne samo en, ampak kar dva sodnika pričata proti tebi. Dva! Po Mojzesovi postavi boš kanona, to si zasluži smrt. Pridi, grešnica. Gremo! Ne! Nisem storila tega! Nisem storila tega, za kar me ta dva sodnika obtožujeta! Ampak kako ne ti verjamemo v tem, kar si storila? Sodnikoma lahko zaupamo, saj smo jo izvolili. Stop! Tukaj bo primerno mesto. Suzana, obtožena si bila prišleštvovanja in spoznana si bila za krivo. Imaš mogoče še kakšno zadnjo besedo? A ti Bog, ti ki poznaš vse, tudi kar je drugim skrito.
ti poznaš resnico. Veš, da nisem storila tega, kar me ta dva sodnika obtožujeta. Veš, da sem čista. Se zdaj lahko izvršimo Mojzesovo postavo. Stojte! Prenehajte! Takoj prenehajte! Čist sem pri krvi te žene. To pa ti misliš, da si deček? Mar ne vidiš, da izpolnjujemo Mojzesovo postavo? Ne govori ti meni o postavi, ko jo pa sam zlorabljaš in izkoriščaš za svoje sebične želje in namene. Utihni, deček mali, mar ne veš, da govoriš z judovskim sodnikom? Izvoljen sem bil kot glas ljudstva. Izraelovi sinovi, ali ste res tako nespametni, kar brez preiskave in trdnih dokazov bi obsodili to žensko na smrt? Ne, jaz verjamem, da mi je žena bila zvesta, ampak jaz nisem sodnik, jaz ne morem soditi, kaj pa naj naredim? Postavimo vsakemu kakšno vprašanje za kakšne podrobnosti o tem mladeniču, ki sta ga videla v vrtu. Vsak na en konec vrta postaviti vama moram vprašanje. Ne, zakaj? Zakaj bi se morala zagovarjati pred tabo? Mar ni dovolj moja beseda? Pa saj samo eno vprašanje, saj če govoriš resnico, to ne bi smel biti problem. Povej mi, sodnik, pod katerim drevesom si videl tega mladeniča in Suzano, da sta prešuštovala? Pa ja, vendar toliko dreves tu naokoli. Pod tem tam. Zagotovo sta mislila, da je dovolj skrito, da se jo ne vidi. Ampak midva z Azazelom sva vse videla. Pravilno si se zlagal proti svoji glavi. Zdaj pa vprašamo še drugega sodnika. Povej mi ti, sodnik, pod katerim drevesom si videl tistega mladeniča in Suzano, da sta grešila? Po tistim tam, v kotu. Najbrž sta mislila, da sta dovolj skrita pred nezaželenimi pogledi, ampak jaz in Mufasa sta vse videla. Tudi ti si se pravilno zlagal proti svoji glavi. Vidite, ljudje, lažeta. V resnici sta se zaljubila v Suzano, ampak ona ni hotela grešiti in izdati svojega moža in Boga. Zato sta se je hotela znebiti. Pa vaju imamo, kako si drzneta obtožiti to nedolžno ženo? O, žena moja. Bog je uslišal Suzanino molitev. Hvaljen bo ti Bog. Sedaj pa sodimo. In to njima! Amaju! Kdo si? Kako te je ime? Moje ime je Daniel. Hvala. Rešil si mi življenje. Ne jaz, temveč Bog ti je rešil življenje. Blagor tebi, ki si verovala in ostala zvesta Bogu in svojemu možu, tudi ko ti je pretila smrt. Res sem mislil, da je to že moj konec. Res sem pričakovala smrt. Rešil si mi življenje. Večna dolžnica sem ti. Mene je le Sveti Duh uporabil za svoje orodje in me postavil na pravi kraj ob pravem času. Zdaj pa, še bi ostal tukaj in hvala ti za vso zahvalo in vse, ampak moram iti na kraljevo palačo in se naprej učiti za kraljevega svetovalca. Hvala, Daniel. Verjamem, da se bova še srečala. Seveda, Bog ima gotovo še načrte z nama. Zdaj pa šalom alehem, Suzana. Šalom alehem, Daniel. Tako, otroci. Zdaj smo videli, kako so se z Danielom spoznala. In lahko vam povem, da so z leti postala zares dobra prijatelja. Zdaj pa, prosim, naj eden od vas
meni pove, kaj smo danes videli v zgodbici? Tako je. Vidiš, tako smo videli, da v življenju, če ne ravnamo pošteno, laži in goljufije res hudo vplivajo na naše življenje in življenje ljudi okoli nas. Veste, otroci, lahko si pogledamo to na primeru. Naprimer, igrate igro s prijatelji in imate možnost, da zmagate, a le, če boste goljufali. Morda vas nihče ne bo opazil in boste zmagali, ampak kako se boste počutili, ko boste vedeli, da niste ravnali pošteno in da se lažete drugim? Jaz mislim, da bi morali o tem malo premisliti in da bi morali ravnati pošteno, saj je poštenost tisto, ki nas pripelje do tega, da si pridobimo zaupanje. In zaupanje je zares dragocena stvar v življenju, saj vemo, da tistim, ki lahko zaupamo, lahko vemo, da bojo ravnali pravilno in resnično zavedno. Lahko tukaj pomislimo na Jezusa. Jezus nas vedno uči, naj imamo radi druge in da delamo dobro. Tako bomo v življenju našli mir v svoji duši in veselje in bomo dobri kristjani, pridni otroci in dobri ljudje. Tako, da vam polagam na srce, da bodite pravični, ravnajte pošteno in se imejte radi med seboj. Tako. Vsem prebivalcem Babilona sporočam žalostno vest, da nas je zapustil naš kralj Nebukadnezar. Nasledil ga bo njegov sin, kralj Belšacar. Naj dolgo živi kralj Belšacar! Otroci, kaj bo za Danijela pomenil nov kralj, pa bomo videli naslednjič. Šalom, dragi moji. Šalom.